Dobro jutro, Dobro jutro. jaz sem Damjan, moja žena Janja. Ura je že odbila 7, otroka še spita in to je čas za naju. V preteklih 2 mesecih je za našo družino bilo zelo naporno. Otroka sta bila doma, midva pa sva bila po službah. Eden dopoldne, drugi popoldne. Vmes sva pazila eden drugi za otroke. Bilo je veliko usklajevanja in bilo je kar zahtevno. Zato se nama je zdelo še toliko pomembneje, da v dnevu najdemo čas, da si vzamemo čas drug za drugega, da smo vsaj nekaj trenutkov v dnevu skupaj kot družina, če le gre, pa tudi, da si vsak vzame nekaj časa samo zase. Tale prostor, v katerem se zdaj nahajava, je naša hišna kapelica. Včasih je bilo to mišljeno kot wardroom, torej garderobna soba. Ko smo se preselili v to hišo, smo jo pa naredili v war room, torej sobo za molitev, za duhovne bitke, za osebno rast. Jaz sem v tej sobi v zadnjih 2 mesecih preživela kar nekaj časa, navadno zvečer, ko so se punce kopale, in naši otroci so bili v zadnjih 2 mesecih zelo, zelo čisti, kajti jaz sem potrebovala svoj čas za molitev, zato da sem v stres, vse stiske, vso odgovornost za dom, za ljudi v službi predala Gospodu, da sem skozi molitev našla svoj mir, skozi Božjo besedo veselje do novega dne, neko zaupanje, da bo vse v redu, in da bomo zmogli prejiti tudi skozi to preizkušnjo. No, preden pa smo šli spat, pa smo se zbrali v tej kapelici, smo se povezali, smo si povedali, kaj je bilo novega čez dan, kaj je komu bilo dobro, koga je kaj motilo. Zmolili smo za nekoga, ki je v stiski, prebrali smo šmarnice in prosili za Božjo zaščito. Čas za naju pa sva skušala najti skozi ves dan, tako da smo lovila vse kakšno minutko za bližino, za stik. Navadno pa smo uspela nekaj več minut najti zjutraj, ko še otroci spijo. Mož nama je navadno pripravil zjutraj limonado, tako da smo vsaj za nekaj časa sedla skupaj, se pogovorila, tiste najnujnejše stvari, našla eno bližino, eno nežnost in ohranjala najin odnos, zato da nama ga ta čas, ki je bil res stresen, ki je bil res drugače, ne bi odnesel in da se ne bi preveč oddaljila ali pa zgubila v vseh skrbeh in organizaciji dneva. Kaj ne rečeva za konec tegale sporočila? Ta čas koronavirusa naju je naučil predvsem to, da je pomembno, da ostanemo povezani, da iščemo v dnevu čas za bližino, za drugega, pa tudi za tiste, ki potrebujejo, da jim prinesemo Božji mir, da se čutijo, da so ljubljeni, da niso osamljeni, in da nekako ta vzgled družine prenašamo potem tudi ven in drugim, in to želimo tudi vsem vam. Dio. Adijo.